Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Ja, čas je, da odpremo vrata v Sorino radijsko klepetalnico in v naši družbi pozdravimo Kamničana Petra Ribiča, priznanega mojstra floristike, ki že od leta 2011 skrbi za praznično okrasitev bazilike Svetega Petra v Vatikanu. No, na Biotehniškem centru Naklo pa svoje bogato znanje predaja novim generacijam vrtnarjev in počne še marsikaj zanimivega, bi lahko rekli. Peter, dobro jutro, dobrodošel v naši družbi. Dobro jutro, Jana, tebi in vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Sora. Hvala za povabilo. Z velikim veseljem, vedno je lepo klepetati s tabo in danes imava zato kar celo uro časa, če rečeva najprej kakšno o tejle ljubezni do cvetja, do narave, do floristike, do dreves in vsega. Peter, kako se je pravzaprav začelo vse skupaj? Naj mogoče za začetek povem to, da sem velik ljubitelj narave in da že v same mladosti, odkar smo se preselili v hišo z družino, dejansko sem na vrtu, sem v gozdu bil, tam je potekala igra, druženje s prijatelji in tako naprej. In narava je bila avtomatsko ves čas nekako del mojega življenja, moje mladosti. Potem pa, ko je prišel čas za izbiro poklica, nekako ponujali so mi ekonomsko šolo, če rečem lahko tako, tista usmeritev šolske svetovalne delavke, pa vendar me je pot zanesla v Celje na vrtnarsko šolo, kjer sem tudi uspešno zaključil in se potem podal na študij agronomije v Ljubljano. No, glede na vse dosežke, glede na vse priznanja in na iskrice v tvojih očeh je bila to zagotovo najboljša izbira, najbolj prava. Definitivno zaradi tega, ker ljubim rastline, obožujem dendrologijo, no, se pravi vedo o drevesih. Uvodoma si me predstavlja kot mojstra floristike. Naj tukaj povem, da sem bolj kot za floristiko za rastline, saj moja, bom rekel, profesionalna usmeritev, no. Tako da uživam pri delu z rastlinami še in še, tako da mi je poklic kot tak zagotovo pisan na kožo. In če še malce ostaneva pri tistih začetkih, zdaj podatki pravijo, da je Peter Ribič na Biotehniški fakulteti v Ljubljani diplomiral na temo vpliv agrarno-političnih ukrepov na gospodarski položaj kmeta v Sloveniji. Je bila to že takrat tako aktualna tema, kot je dan današnji? To je že od nekdaj v kmetijstvu aktualna tema, finance, se pravi ekonomski obseg. To sem si takrat tudi izbral, ker me je to zanimalo pri dr. Udovču. In na ta način spoznal mogoče tudi drugo plat tistega kmetijstva, ne samo pridelovalski vidik, ampak tudi tisti finančni, ekonomski učinek, ki ga ta stroka ponuja. Tako da zanimivo, kot rečeno, in drug vidik, pa vendar mogoče nekoliko stran od tistih mojih okrasnih rastlin. Tako, tistih, s katerimi si se pravzaprav srečal, če so moji podatki pravilni, že v času srednješolskih klopi. Z velikim veseljem si namreč že takrat pomagal v cvetličarni. Vse od drugega letnika srednje šole ko sem začel opravljati prakso, pomagam pa še danes v cvetličarni Lap v Kamniku, kjer sem, bomo rekli, tudi strokovno zrastel, se naučil marsikaj, no, tako da nekako mi je to kot ena familiarna povezava, če se lahko tako izrazim. Zdaj narava ima posebno moč, a kaj pri rastlinah pa je tistega magičnega, tako, ne vem, čarobnega, tako zanimivega, da te vedno znova vleče v njihov svet? Je zelena barva, ki pomirja, ali je vse drugo zraven še? Zagotovo zelena barva, predvsem pa mogoče ta brezčasnost, ta v bistvu majhnost človeka, če se lahko tukaj primerjamo z rastlinami, ta minljivost človeka, medtem ko rastline ustrajajo in so tukaj zato, da nam lepšajo bivalne prostore. In mene fascinirajo predvsem posebnosti, ki se nam pojavljajo v vrtovih, ki prihajajo iz različnih predelov sveta.
ki so nekaj posebnega, nekaj drugačnega. To je tisto, kar me dejansko fascinira, zato tudi raziskujem, berem članke o tem in obiščem botanične vrtove, ko hodim kje po svetu, ali pa arboretume. Zbiram storže in to je tista draž, ki je v meni še danes. Že kot majhen fant sem iz gozda ves čas prinašal neke sadike, jih zasajal na vrt, mi jih je oče potem uspešno pokosil, ko je kosil travo, ampak nekaj se jih je vendarle obdržalo. No. Se pravi, neko kolekcioniranje, spremljanje, ne nazadnje tudi na ta način sem spoznal, kako dozoreva narava, kako se vsako leto umirja, kako zdajle v tem času velike noči na novo zaživi, in to je tisto, kar je zagotovo najbolj fascinantno pri tem delu. Če zdaj le pokukava v tvoje domovanje, koliko rož je pa po policah, po prostorih, pa povsod naokrog? Ni jih veliko. So predvsem, bomo rekli, nekaj malega jih imam na balkonu, tiste lesnate v koritih. Zelo malo sem namreč doma in za zelnate, tiste, bomo rekli, lončnice nimam prav veliko časa. Nekaj malega zunaj na balkonu in to je tudi to, da je zeleno, da ni brez vsega. Tako, da živi stanovanje, da diha, ne, ker konec koncev tudi pri rožah moramo biti odgovorni, če jih že naštimamo in prinesemo domov. Absolutno, s tem je treba živeti, skrbeti za njih, jih zalivati, dognojevati, tudi obrazovati, pa ne glede na to na balkonu bloka ali doma na vrtu, skratka, skrb zanje je zagotovo poglavitna. Če hočemo, da te rastejo in nas razveseljujejo, ne? Tako je. Veljan, tudi midva bova rekla še kakšno o rožah, o Vatikanu, pa tudi o profesorskih izzivih, s katerimi se srečuješ. Zdaj le pa nekaj glasbe. Tokrat kvadropirci prihajajo v našo družbo, potem pa, kot že rečeno, gremo spet nazaj v družbo Petra Ribiča. Sorina radijska klepetalnica na stežaj. No, mi pa ostajamo v družbi Petra Ribiča, s katerim danes debatiramo o naravi, o cvetju, o drevesih in ne nazadnje tudi o gorskih rastlinah. Peter, kako blizu pa so ti te gorske rastline, še ene posebnice rastlinskega sveta? So posebne zagotovo, ker rastejo tako v ekstremnih pogojih. Pred leti, še v času šolanja, smo enkrat delali eno raziskovalno nalogo na to temo. Takrat mogoče, da sem se malo bolj poglobil v to. Nekatere izmed njih so zdaj tudi v vrtovih, vrtnari razmnožujejo in so tudi dosegljive širši množici. Vemo pa vsi, ki smo kadarkoli hodili v hribe, da določen del teh gorskih je zavarovanih in seveda s tem tudi zaščita pred prekomernim trganjem in ruvanjem in prinašanjem v dolino. Omenil si raziskovalne naloge, si zelo iskan mentor za raziskovalne naloge, za razne seminarske naloge. Skratka, človek, ki ga imajo dijaki, študenti zelo radi. Kakšno priznanje pa je to zate in za tvoje delo, ne? Ker da mlade prepričaš na takšen način, je kar uspeh. To je res. Moram mogoče tukaj poudariti to, da, tako kot sem prej rekla, dendrologija in drevesa kot taka so zagotovo najtrši oreh za študente v tem hortikulturnem, bom rekel, študiju. In je treba največ naštudirati, največ prebrati, največ poslikati, jeti na teren in tako naprej. Zaradi tega se je treba mogoče malo bolj poglobiti. Mal več pokazati, dati od sebe. Nimamo veliko, bom rekel, diplomskih nalog z tega področja, bi si jih želeli seveda več, ampak verjetno razlog tiči ravno v tem, da je snov relativno težka in da je treba zelo veliko preštudirati. Drugače pa ja, odrasli, katere pač jih poučujem, sem jim tudi mentor na koncu za razne te projektne naloge, tako da zelo krasne kandidate imamo, tudi tujce med njimi. In to mi je zagotovo žilica, da se z njimi ukvarjam in da jih pač pripeljem nekako do konca študija in da jih s tem tudi nekaj naučim. Kakšen izziv pa je biti profesor, predvsem inovativen profesor, ne?
Zagotovo najlepši. To je v bistvu, ko sem se odločil za študij agronomije po končani srednji šoli, sem jo dokončal z namenom, da bom tudi poučeval. Poučeval eno samo temo, to so drevesa, tako kot sva že ugotovila danes. In vnašati to v šolski prostor, razne pogruntavščine, novosti, nekoga drugače zapeljati, je zagotovo izziv, ker, tako kot sem rekel, zahtevno temo, kot je dendrologija, predstaviti vrtnarjem na en tak razumljiv način, dostopen način, je zagotovo izziv. Poseben izziv pa je bil tudi park za tiste, ki ne morejo dreves videti in začutiti tako kot mi. Kako je nastajal tale senzorični park oziroma učna pot za slepe in slabovidne? To je bil projekt Zveze Leo in Lions klubov Slovenije, kjer smo v Celju, še takrat v moji prvi zaposlitvi na vrtnarski šoli v Celju, en del parka prilagodili za slepe in slabovidne. Se pravi, da smo jih zvokom, otipom, vonjem jim na nek način približali rastline. Se pravi, v ta izbor so prišla drevesa z različnimi vrstami ljubja, pa potem zelišča, pa potem dvignjene grede, da so jih lahko otipali, povonjali, prišli blizu. To je bil mogoče en tak inovativen projekt, da smo hortikulturo približali ljudem, ki imajo omejitve take ali drugačne, tako gibalne kot vidne, in smo zelo lep projekt speljali. Takrat so slovenski Leo in Lions klubi kot dobrodelna organizacija pristopili k temu, da so sofinancirali ta projekt, in ta projekt živi še danes in mnogi obiščajo park, in kolegica, ki vodi po tej učni poti, jim na ta način približa rastline, mogoče z enega drugega zornega kota približane te posebnosti teh rastlin. Bi si želel še kakšen tak projekt? Pa veš, ves čas nekako se porajajo take in drugačne ideje, tudi v biotehniškem centru, kjer pač izvajamo številne projekte. Sem trenutno vključen v en projekt, ki ga imenujemo Arbor Tech, in v okviru tega bomo naredili eno dendrološko učilnico, oziroma je že v postopku nastajanja, ker bomo ravno tako dele lesa, ljubja, storže, take in drugačne zbrali na enem mestu za poučevanje. Ravno tako je to nek inovativen pristop, ker tega v slovenskem prostoru do sedaj še ni bilo. No, če pa se dotakneva še malce praznikov, pa preden greva o Vatikan, pa je zanimiva še ena tvoja ljubezen do tradicije, do kulturne dediščine. Zdajle so aktualne butare oziroma butarice, adventne venčke tudi zelo rad ustvarjaš. Kaj ti pomeni ta tradicija, ta domačnost, ta prenos znanj med generacijami? Ja, adventne venčke v Budnarevi muzejski hiši izvajam, mislim, da vse od leta 2001-2002, vsako leto. Mnogi Kamničani, pa ne samo Kamničani, tudi od drugod se pripeljajo, da na ta način si sami izdelajo venček. Jaz jih vodim in ga naredimo od začetka do konca. Tako velika noč kot Božič v hortikulturnem smislu gre za neko tradicijo, kot si rekla, od butaric do adventnih venčkov, božičnih venčkov in tako naprej, da nekako to prenašamo iz roda v rod, da nekako izdelajo ljudje sami si svoje dekoracije, ki jih položijo doma na mizo, in so s tem mogoče prazniki še nekoliko lepši, bogatejši, saj so jih dejansko naredili sami. To mi je užitek, ker se rad s temi stvarimi ukvarjam. Mogoče večina me pozna pač zaradi Vatikana in tako naprej, in večina medijev tudi govori o floristiki kot taki, da sem floristični mojster, pa vendar sam se imam bolj za dendrologa kot pa za florista, pa vendar butarice in adventni venčki so pa tisto, kar mi ostaja za, bomo rekli,
Za cukrček pa za dušo. Tako je. Mimo grede, koliko butaric si letos že naredil? A je že padla kakšna ali bo zdaj le še kakšna minuta? Nič še, ker je še čas, še cel teden. Tako da proti koncu tedna bomo kakšno naredili. Velja. Bova pa kakšno o butaricah in prihajajočih praznikih rekla tudi še v nadaljevanju. Si bova zato, ker vzela čas, ampak nekaj minut pa bova zdajle na valovih Radia Sora namenila še Goranu Karanu. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Ponedeljkovo jutro je in klepetamo danes s Petrom Ribičem, ki nas bo v nadaljevanju odpeljal tudi v strogo varovane vatikanske vrtove. Ja, kar nekajkrat sva danes že omenila Vatikan in dejstvo, da si kar zadnje desetletje lahko rečemo eden pomembnejših in prepoznavnejših vatikanskih okraševalcev bazilike ob vseh večjih praznikih. Peter, kako pa se je začela tale vatikanska zgodba leta 2011? Veš, to je, temu vedno rečemo zgodba o neumnem kmetu in debelem krompirju. To se je začelo tako, da enkrat sem prebral en kratek članek o tem, kako Nizozemci krasijo trg Svetega Petra vsako leto. Začelo se je to v letu 85, ko jih je povabil k tem papež Janez Pavel II. In enkrat je bila ena vest o tem in rečem sam pri sebi, da to bi pa rad enkrat videl. In kontaktiram kolegico, ki je na zunanjem ministrstvu in reče ona, piši na ambasado, ki je pri Svetem sedežu in bojo uredili zagotovo. In res pišem e-mail, da bi pač ta projekt radi enkrat videli od blizu in dobimo seveda pozitivni odgovor. Pridite, lahko si boste pač pogledali. S kolegico Sabino seveda se odpraviva na pot, nisva pričakovala niti kaj bo, kako bo, ker šli smo uradno samo pogledat. Ko smo prišli tja, so naju z našim diplomatskim avtomobilom odpeljali v vrtnarijo, odložili pri vrtnarjih in midva nič italijansko, oni nič angleško. Nekaj časa sva tam stala, gledala, potem so nama pa ponudili, če pa želiva delati. Prinesali eno sliko, fotografijo od preteklega leta in pokazali, kaj delamo, katero kompozicijo delamo, in niso si niti predstavljali, da pač dva profesori Dinaklo prideta iz Slovenije dejansko izdelovati aranžmaje. Tako sva začela in tako se je tudi potem nadaljevala naša pot. Pridite tudi naslednje leto, dobrodošli. In naša ambasada pri Svetem sedežu je vzpostavila stik z guvernatoratom in s tem z vrtnarijo in na ta način je sodelovanje tudi steklo. Sprva samo za Veliko noč od leta 2011, potem pa od leta 2013 tudi za Božič. Zdaj prvič sta šla bolj v izvidnico pogledat, kako zadeva zgleda, pa sta že dobila delo v roke. Kaj je vama to, lahko rečeva, kar zaupanje pomenilo? Že res, da sta bila profesorja s kar nekaj izkušnjami, pa vseeno, ne? Ja, oba dva zagotovo imava izkušenj dovolj na strokovnem področju, to je dejstvo, ampak ko sva bila tam, ne moreš samo stati, gledati in se prestopati. Nekaj je potrebno početi, sicer dan ne mine, če lahko tako rečem, ker pripeljali so naj pa tudi v vrtnarijo in po naju so prišli ob 4 popoldan. Od jutra pa do 4 popoldan bi bila dolga, če bi samo gledali. Tako sva začela z delom in nekako smo se z ekipo ujeli. Sabina pozna cvetličarski poklic zagotovo še bolje kot jaz. Sva se organizirala, sva si postavila načrt, kako bova pristopila k delu, in tako je delo tudi steklo. Zdaj, kako pa je tam v zakulisju oziroma tam v ozadju vatikanskih zidov? Vrtnarija je verjetno taka, da pusti človeka odprtih ust, vrtovi pa potem dodajo še piko na i, ali se motim? Vrtovi pustijo človeka odprtih ust, vrtnarija pač kot vrtnarija z rastlinjaki in manjšim dvoriščem in delavnico. Vrtovi so zagotovo tisti, ki so dih jemajoči, če lahko tako rečem. Sicer pa
zakulisje v tem Vatikanu, ki ga imamo priložnost videti, je zagotovo privilegij, je zagotovo čast in priznanje nama iz Sabino, ki vsa ta leta hodiva dol. Res je, da smo vzpostavili prijateljske vezi s temi fanti, ki so zaposleni v vrtnariji, preko 20 jih je, vzeli so naja za svoje in kljub jezikovni barieri se sporazumevamo sedaj z Google prevajalnikom, prej je šlo pa bolj z rokami in nogami, kot smo se radi izrazili. Ampak same stvaritve, sama ta renesansa, ki je pač prisotna v Vatikanu, to je tisto, kar mene osebno vleče z največjim navdušenjem. Odhajam vsako leto tja dol in vedno obstajajo še kotički, ki jih nismo raziskali. Vedeti morate, da mi dva iz Sabino dobiva dovolilnice za prosto gibanje in na ta način vsako jutro peš vstopava v Vatikan, se sprehajava po vrtovih do vrtnarije in ko zaključimo z delom, tudi od vrtnarije nazaj do izhoda iz Vatikana. Tako da si imava priložnost ogledati. Tam rastejo rastline, ki jih prinašajo ambasade z celega sveta, razne te rastlinske posebnosti, toploljubne rastline, ki jih tukaj pri nas nimamo, in so presežki stare rastline, normalno, ki so tam že 100 in 200 let, tako da vsakič znova odkrijeva nekaj novega, vsakič znova cvetijo kakšne take posebnosti, ki jih nimamo priložnost tukaj pri nas videti. No, sta pa poskrbela tudi za to, da se ne govori samo o odličnem delu dveh slovenskih mojstrov, ampak tudi o Sloveniji kot taki. Kar nekaj slovenskega cvetja krasi Vatikansko baziliko ob praznikih. Kako pomemben del pa je to za vaju? Kako ponosna sta, ko vrtnarskim mojstrom v Vatikanu prineseta slovensko cvetje? Ja, od leta 2019 smo začeli veliko noč dekorirati slovenskimi orhidejami. Ravno tako za božične praznike romajo v Vatikan slovenske božične zvezde. Na ta način, bomo rekli, v zadnjih letih poskušamo nekako gospodarsko odpirati pot slovenskim vrtnarijam. Nekatere, večina od njih to cvetje donira in na ta način v zameno dobijo, bomo rekli, neko promocijo. Zagotovo je to priznanje tako za slovenske vrtnarje, pridelovalce, kot tudi za naju. Vedeti morate, da v Vatikan prihajajo donacije v obliki blaga z vsega sveta in da smo Slovenci kot majhen narod, kot vrtnarsko res majhen narod, ne moramo se tukaj primerjati z nekimi Nizozemci nikakor, pa vendar smo uspeli prodreti v to malo državo, se na ta način predstaviti s tem področjem hortikulture in to je ponos in uspeh zagotovo za vse nas. Je pa seveda tukaj potrebno poudariti, da je veleposlaništvo pri Svetem sedežu tisto, ki ureja vsako leto te povezave, se dogovori in na ta način uspemo oziroma lahko pridemo zraven in se na tem, bomo rekli, svetovnem odru tudi pokažemo. Več o tem, kaj pripravljate za letos, pa o nadaljevanju, zato ostanite v družbi valov Radia Sora. Na stežaj. Radijska klepetalnica Na Radiu Sora. Na stežaju ostajajo odprta vrata naše radijske klepetalnice, v kateri gostimo Petra Ribiča in ostajamo v Vatikanu, kamor se Peter odpravlja čez dober teden dni. Peter, kako pa zdajle poteka tole krašenje, ne? Sama stavba ostaja enaka, če sem prav prebrala, so tudi korita vsako leto enaka in je tisto, kar pravzaprav lahko spreminjate okraševalci, zgolj podoba cvetja. A to drži? To drži. Vsako leto z vsako okrašenje, kar smo pač do sedaj delali, je približno 80 metrov teh posod, tako okrog vsakega Berninievega stebra, kot po oltarnem delu, na tleh, po kripti in tako naprej. Tako da metri ostajajo, spreminja se cvetje,
spreminjajo se sorte cvetja, barve, medtem ko sama tista postavitev je iz leta v leto ista. Kjer se pač lahko mi, bomo rekli, v narekovajih igramo, je mogoče mal pri grupaciji cvetja, kaj damo skupaj, na kakšen način razporejamo, in pa pri tistem, kaj bomo dejansko izbrali. Tako kot sem omenil že prej, zadnja leta potujejo v Vatikan slovenske orhideje, s temi nekako ustvarimo tist glamur, res belo lepoto. Vemo, da je velika noč vedno belo-rumena, kvečemo malenkostno roza zraven, pa vendar to je neka tradicija, ki se ne spreminja in vsako leto ostaja ista. No, letos bo malce večji izziv, glede na to, da v sami baziliki potekajo obnovitvena dela? Tako je, Berninieve stebre restaurirajo, zato je en del oltarja ne bomo dekorirali, tako da bo dekoracija približno pol manj, mogoče malo več, no. In vseeno na tistem glavnem delu, tam, kjer je papež, kjer poteka sama daritev in tako naprej, tam bojo slovenske orhideje in zato tudi že odpotujemo prihodnji torek in se vračamo v nedeljo. No, mi bomo seveda sproti tudi letos preverjali, kaj počnete z vatikanskimi zidovi in kako bo vse skupaj potem videti v živo. Zdaj ena taka posebnost, recimo, ki pripada vama s Sabino, pa je krasitev tega papeškega, če rečem po domače, balkona, ki ga vidi cel svet ob vseh teh prazničnih poslanicah. A je to tista češnjica na torti? To je zagotovo češnja na torti. Naj te tukaj popravim, da za veliko noč ta balkon dekorirajo Nizozemci, ker oni tudi dekorirajo celoten trg Svetega Petra, medtem ko mi dva oziroma z ekipo vatikanskih vrtnarjev to naredimo za božične praznike. 2-krat na leto se ta balkon dekorira in v cvetličarskem smislu zagotovo ni jih veliko, ki jim je pripadala ta čas, da tam pripravijo to dekoracijo za ta balkon. Zdaj pa še kakšna zanimiva zgodba iz Vatikana glede samega krašenja. Gotovo se jih je v vseh teh letih nabralo kar nekaj. Seveda, da so se razne zgodbe nabrale, težave take in drugačne, od tega, da je zamujalo cvetje tudi tja, do tega, da je bila ena velika noč tudi snežena. Vsako leto določene posebnosti oziroma težave, s katerimi se srečujemo in jih tudi sproti nekako prebrodimo. Kaj bi mogoče ob tem izpostavil je to, da mogoče moj vtis v vseh teh letih, ker pač hodimo tja dol, pa ne glede na to, oba dva veva, da odnos do cerkve je raznolik, ljudje imajo pač različna mnenja o tem, pa vendar. Naša ambasada pri Svetem sedežu je ena izmed manjših in užitek je vsako leto pogledati ekipo ambasade še z ostalimi v Vatikanu delujočimi Slovenci, tako gospodom Rebernikom kot kardinalom Rodetom in drugimi. In užitek je pogledati to, kako mala Slovenija, malo Slovencov, ki tam deluje, sodeluje tvorno za podobo naše dežele in jo predstavlja na zelo lep, verodostojen način. Moramo vedeti, da Slovenija je mala dežela, ampak v Vatikanu smo prepoznavni, smo opazni, da rečem tako, in to je užitek videti, kako Slovenci na tujem znamo stopati skupaj in delati najboljše za lastno državo. No, morda še besedico ali dve, če sva že v Vatikanu, tudi o papežu. Kakšen je papež v živo za vse nas, ki ga lahko vidimo samo prek ekranov oziroma oddaleč, če smo slučajno na kakšni od večjih slovesnosti v Rimu, ko se poda tudi med ljudi? V vseh teh letih smo se imeli priliko srečati z njim, mislim 5-krat ali 6-krat na teh zasebnih audiencah po opravljenem krašenju. Papež je v prvi vrsti zagotovo preprost in ta milost, ta preproščina ga dela velikega, zagotovo. Mnogi me sprašujejo, kakšen je papež, kako je njegovo zdravstveno stanje in tako naprej. Papež je stabilen, pripeljejo ga na vozičku, vse ostalo opravi peš.
čiv, vedno tudi kaj komentira, vpraša. Seveda zaradi jezikovne prepreke, ker ne znamo italijansko, potem ne komuniciramo, ne vem kako zelo veliko, par mogoče stavkov v angleščini, to je tudi vse, ampak tisti odsev njegov, ki ga daje, je zagotovo tako predstavljen tudi na televiziji, predvsem pastir, kot pastir te črede, te množice v pravem pomenu besede. In kot človek, ki pusti pečat, tako kot ga s svojim delom puščaš tudi ti, slednje so prepoznali tudi v tvoji domači občini in tale mesec oziroma ta konec meseca bo zate poseben tudi po tej plati. Si namreč letošnji prejemnik srebrnega občinskega priznanja. Kaj pa ti to pomeni, ne? Res je. Moram reči, da ko so me poklicali, sem bil seveda presenečen, nisem pričakoval, mogoče tudi zaradi let. Sem bil presenečen, pa vendar je to nekako, bomo rekli, eno priznanje, ena potrditev, da delamo dobro, da se trudimo v pravi smeri, kar je prepoznala pač tudi občina, oziroma predlagatelji, in zagotovo je to potrditev tega dobrega dela in pa priznanje, ki daje seveda elan in energijo za delo tudi vnaprej. Ja, verjamem, da ti dela in izzivov ne bo zmanjkalo. Kakšne posebne želje za prihodnost? Zdravje, razumevanje, sprejemanje, to so tiste vrednote oziroma tiste želje, ki jih imam, da lahko kakovostno in dobro delam tudi v prihodnje. In verjamem, da se bodo uresničile. Peter, še enkrat iskrene čestitke tudi za srebrno priznanje občine Kamnik, predvsem pa srečno in varno pot tudi letos proti Vatikanu, pa veliko veselja ob druženju, zdaj lahko rečeva že kar z vatikanskimi prijatelji. Mimogrede, samo delovno vizo imaš tam, državljanstva še ne. Tako je. Delovno vizo 2-krat na leto. Odlično, ker te bomo vedno veseli tudi tukaj pred našim mikrofonom. Skratka, še enkrat vse dobro in kmalu nasvidenje. Hvala lepa, Jana, za čestitke, hvala lepa za povabilo v studio, veselje mi je bilo, in lepo zdrav tebi in pa seveda poslušalkam in poslušalcem Radia Sora.